Jaz bi vas zelo lepo pozdravil v imenu Mestne knjižnice Ljubljana na eni izmed prireditev tedna italijanske kulture, ki jih prireja Mestna knjižnica Ljubljana na različnih lokacijah in ki so na sporedu od ponedeljka do petka. Teh prireditev je skoraj 45, vse skupaj, deloma so tudi za otroke prireditve. Zdaj, seveda, Italija je zelo specifična dežela, zelo bogata kulturna dediščina, ne samo antični Rim, renesansa, humanizem. Veliko je tega, kar je Italija dala pač Evropi, tudi neko prvo vizijo skupne kulture, tudi politično v antičnem obdobju, neke skupne vizije politične. Seveda pa je Italija tudi polna umetnosti, dizajn, moda, arhitektura, filozofija. Tako da nam je bilo zelo težko v bistvu postavljati program. Dejansko smo dobivali številne ponudbe, številne želje po sodelovanju. Tako da stlačiti v en teden toliko nekih dogodkov. Eden izmed seveda bolj zanimivejših bo Dario Fo, italijanski dramatik, Nobelovec in pa seveda naša draga gostja Mojca Širok, ki jo seveda vsi dobro poznamo iz nacionalne televizije, urednica, publicistka, avtorica 3 knjig. 4, 3+1. Ta zadnja da velja za to področje. Tako da bi z veseljem predpustil besedo in smo veseli, da vas imamo tukaj. Ja, hvala. Hvala za to predstavitev. Jaz sicer moram najprej povedati, bom brez imen, brez vsega, da jaz sem v bistvu povabljena k sodelovanju pri tem italijanskem tednu literature. Sicer zelo specifičen, bi rekla, govorec in gost in specialist in ponavadi več govorim o tistih stvarih, za katere bi Italijani najraje, da se o njih ne govori, ne? Se pravi o Berlusconiju, mafiji in rimsko-katoliški cerkvi, ampak nekako smo se potem dogovorili, da mogoče te teme, če govorimo o italijanskem tednu kulture, verjetno niso za tako predavanje, ne bom rekla primerne, ampak obstajajo boljše. In tako sem potem se na nek način sama odločila in izbrala Daria Foja. Tudi zato, ker je, mislim, zame še vedno ena najbolj vznemirljivih osebnosti, ne morem reči italijanskega gledališča, ker Dario Fo seveda nikoli ni bil samo to, ne, ampak italijanske kulture in tudi italijanske politike in družbe. In zdaj, seveda, če jaz svojega razmišljanja o Dariju Foju, a jaz sem še nekaj pozabila vprašati, kako dolgo naj bo to predavanje? Čisto po želji. V 8 je vaš kolega... 45 minut. Ne, Srečko Fišer je v 8 še. Ja, verjamem, da bom sama sebi pomočam do 8. Glavno, v bistvu, zdaj jaz sem si to tako zamislila. Seveda, želela sem vas sprejeti s tem posnetkom Darija Foja, ki ga lahko vsak do danes sam najde na YouTubeu. To je posnetek iz leta 1977, se pravi 9 let potem, 8 let potem, ko je človek stopil na Luno in Dario Fo v njem, naslov tega teksta oziroma tega performansa je L'uomo e la tecnologia, človek in tehnologija, in prvič ga je uprizoril na javni televiziji Rai, na drugem programu Rai 2 leta 1977. Zanimiv je pa ta uprizoritev zaradi uporabe gramloja, tega njegovega tipičnega jezika, o katerem bom pozneje več rekla, jezik, v bistvu onomatopoetska mešanica različnih dialektov, zvokov in tako naprej, ki ga je v tem uporabil na nek drugačen način. Mogoče ga bomo pozneje še enkrat zavrteli za začetek. Tako da sem vas hotela v bistvu sprejeti s tem posnetkom Darija Foja še mladega, čeprav, kot veste, umrl je pred 2 letoma, oktobra 2016, star 90 let. Tukaj je pa še, bi rekla, v žaru svoje mladosti in mogoče še ta zanimiv podatek oziroma največje ustvarjalne moči, tako bom rekla, mladosti, in mogoče še ta podatek, da se je rodil leta 26, ne točno, ampak 10 let prej,
kot papež Frančišek in Silvio Berlusconi. Tako da sem sklenila ta svoj krog svojih najljubših tem. Jaz sem si to predavanje zamislila seveda kot predavanje o njem in njegovem gledališču in tudi njegovi politiki, ker kot veste, Dario Fo ni bil samo dramatik, pisatelj, scenograf, igralec, avtor, tekstopisec, ampak je bil tudi politični aktivist in predvsem politični provokator. Ampak, če želim govoriti o tem, oziroma če vam ga želim predstaviti kot takega, ne morem, da ne bi prej govorila tudi o italijanskem kulturnem in političnem prostoru tistega časa, se pravi o povojni Italiji, v kateri je Dario Fo živel in ustvarjal ta najbolj, bi rekla, ustvarjalni del svojega življenja. Ampak še pred vsem tem bi rada z vami delila to svojo osebno izkušnjo, ki sem jo imela z Dariom Fojem. Jaz sem njega osebno samo enkrat srečala, moram povedati tudi to, da sem jaz na filozofski fakulteti, iz italijanskega jezika in književnosti diplomirala prav z diplomo z naslovom Politično gledališče Darija Foja. Tako da, to ne bom povedala kjerga leta, ampak skratka, to je bil čas, ko o njem praktično v slovenščini ni bilo teksta. Bila sta ena dva gledališka lista za naključno smrt nekega anarhista, njegovo najbolj uprizarjeno delo, ki so ga že zelo zgodaj uprizorili, mislim, da tudi v ljubljanski drami, in v koprskem gledališču, v stalnem gledališču v Trstu, drugače po literature nobene. In jaz sem seveda za to svojo diplomsko nalogo morala v Italijo in odločila sem se, da grem v Firence in sem tam potem iskala literaturo, se srečevala z ljudmi in skratka je bila to na nek način taka, bi rekla, zares raziskovalna diplomska naloga. In v tem času, kar sem v Firencah, se zgodi, da pride Dario Fo z enim svojim tem gledališkim pisom v Sieno, ki je nedaleč stran od Firence in jaz se odpravim tja z vlakom, s tistimi fičniki, kolikor sem jih imela kot študentka. In seveda prej kontaktiram njega in to njegovo spremstvo, njegov urad, ker bi z željo, da se z njim srečam, z njim pogovorim, za potrebe seveda svoje diplomske naloge. To se ne zgodi. Jaz se seveda z njim srečam, ampak da bi se jaz z njim pogovarjala, se ni zgodilo. To je bilo prvič in edinič, bom povedala, kako je bilo na kratko, da sem ga srečala, sicer sem pa pozneje večkrat govorila z njim po telefonu, kot dopisnica RTV iz Rima in Vatikana, na zadnji leta 2011, ko sem delala dokumentarni film o Silviju Berlusconiju. In želela sem ga prepričati, da bi tudi on kaj povedal za ta dokumentarni film za TV Slovenija in je bil pripravljen na strašno dolge pogovore po telefonu, ampak za nek resen intervju o Berlusconiju pa ne. Tako da se to potem ni zgodilo. Tistega večera v Sieni me je pričakal oziroma se je zaletel vame dobesedno, ker to je bil človek, kot ste videli tudi z teh posnetkov, ki je bil vulkan, ki je imel okrog sebe vedno neko dvorno spremstvo, bodi si sodelavcev, bodi si oboževalcev, ne nazadnje družine. On je ustvarjal vedno v ozkem krogu ljudi, karkoli je počel. In ti se je zdelo, kot da hodijo z njim in se premikajo povsod. In tako je bilo tudi takrat, jaz sem pač, mene so tja postavili, ko bo prišel mimo, se mu predstavite in seveda pride ta val, kot en tsunami, pljuskne mimo in jaz se mu dobesedno vržem, bi rekla, na pot, da se ustavi, dovoli mi, da rečem 2 ali 3 besede, ne, in potem med pogovorom, vieni, skratka me odvleče na oder, ker je seveda zamujal in je že moral začeti svojo predstavo. In tako se zgodi, da me posede na oder, ker kot ste videli tukaj, je bila to ena izmed stalnic njegovega gledališkega uprizarjanja. Publika je bila vedno del tega performansa, ki se je dostikrat kljub napisanim tekstom spreminjal iz predstave v predstavo. In tako me na tisti predstavi tudi mene postavi tako na stranski del odra in seveda v trenutku pozabi name. In to je to, kar sem vam hotela povedati. Ko je začel Dario Fo uprizarjati svoje delo, bodi si katero tistih, ki so bila že leta napisana, bodi si novo, je bila publika zanj kot en sam človek. Nek absurd, kot da bi posameznik zanj več ne obstajal, a hkrati vsak, ki je bil na tej predstavi, ki ga je prišel gledati, je bil z njim na odru v tistem soju luči. Taka je bila njegova karizma, taka je bila magija tega teatra, ki ga je znal on ustvariti, da se je dejansko zdelo, da skupaj z njim v bistvu na nek način tudi ti podoživljaš, vidiš podobe, ki jih on
predte prikliče s svojimi besedami. Zdaj, ne vem, mogoče pretiravam, tako sem jaz njega takrat še kot mlada študentka dojela in na tak način se je potem tudi ta njegova umetnost vame vtisnila. Zdaj, Fo je bil seveda veliko stvari, kot sem rekla, ne. Dramatik, gledališki igralec, režiser, slikar, scenograf, politični aktivist, provokator in sama, po tej izkušnji vam lahko rečem, pa sem ga najbolj dojemala predvsem kot pripovedovalca zgodb. To je avtor besedil, ki jih sicer uprizarjajo po vsem svetu, ampak vsa ta besedila so v prvi vrsti zgodbe. Zgodbe o njem, o njegovem otroštvu, o njegovi mladosti in o njegovi življenjski poti, predvsem o aktualni družbeno-politični Italiji, o dogajanju v Italiji. On je bil znan potem, da tudi ko je uprizarjal tekste, ki so se nanašali na srednji vek, na Biblijo, na kamorkoli, je vanje vedno vključeval aktualno, bi rekla, politično življenje v Italiji, če je uprizarjal v Italiji in pozneje, ker je veliko gostoval zunaj, tudi v drugih državah. Dario Fo za sabo pustil močan pečat, kot sem rekla, ne le v Italiji. Včasih se zdi mogoče še najmanj tam, ne? Čeprav so ga, kar bi lahko pričakovali, glede na to, da je Italijan in kako so ga pozneje tudi nagradili z Nobelovo nagrado, ampak njegova priljubljenost je bila zelo visoka tudi drugje, v Franciji, v Angliji. In dejstvo je, da sta njegov levičarski politični aktivizem in družbena kritika močno zaznamovala celoten italijanski gledališki prostor in bila v njem na nek način neka posebnost. Njegova gledališka pot je šla čez več postaj, ki jih bomo zdaj na kratko tudi preleteli v tem predavanju, od začetka v meščanskem gledališču, potem preko nastopanja z tem uradnim kulturnim krožkom italijanske komunistične partije in sodelovanja onkraj partije zunaj parlamentarnimi levičarskimi političnimi strankami do še bolj na levo vzpostavitve svojega avtonomnega, udarnega političnega gledališča in povsem na drugi strani prisotnosti in nastopanja v različnih oblikah, v različnih oddajah na italijanski javni televiziji RAI. Ampak, kot sem rekla, preden bi se lotili njega in njegove gledališke poti, bi vam rada na kratko osvetlila povojno Italijo, v kateri je živel, ker se mi zdi, da je dejansko, da so politične značilnosti italijanske družbe in države v tistih letih tipične za njegovo gledališče, oziroma brez njih bi bilo njegovo gledališče drugačno, oziroma ga sploh ne bi bilo. Italija postane, kot veste, nacionalna država šele leta 1861, ko se kot posledica te gibanja politične unifikacije, znanega pod imenom Risorgimento, združijo vse dežele Apeninskega polotoka, ki so bile dotlej bodisi samostojne, bodisi pod kraljevino dinastije Bourbonov. V 20 letih vemo, z odpravo političnega sistema ustavne monarhije doživi 20 letje fašizma, prva moderna oblika avtoritarne države, poražena v drugi svetovni vojni. In zdaj, na koncu druge svetovne vojne, zanimiv politični eksperiment. Tako kot s fašizmom, je tudi z obdobjem tega nekega političnega ravnovesja Italija, politični laboratorij v Evropi, neka posebnost, ki se zgodi tam in tudi nekjer drugje. Strankarski dvopol med krščansko demokracijo in komunistično partijo. To sta bili dve najmočnejši stranki v državi, od katerih je ena vladala vse povojno obdobje, druga pa ni smela priti na oblast. Italijanska komunistična partija je bila najmočnejša komunistična stranka v zahodnji Evropi, zaradi vloge Italije kot odbojne blazinice med blokoma pa se ni smelo niti podrazno zgoditi, da bi se kdajkoli približalo oblasti. Kar je pomenilo, da je bila krščanska demokracija permanentno na oblasti in je lahko storila, kar je želela, se praktično z oblasti ne bi mogli odstraniti. Skratka, veljalo je pravilo, tako se mu je reklo tudi v italijanskem političnem sistemu, ko so sestavljali po različnih volitvah vladne koalicije, konvencijo ad excludendum, se pravi načelo izključevanja, pri čemer je bila seveda izključenka tista, ki je bila izključena komunistična partija Italije in po drugi strani tudi italijansko socialno gibanje, Movimento Sociale Italiano, na drugi strani političnega spektra, torej stranka fašističnih veteranov. Obe skrajni stranki nista smeli sodelovati v nobeni povojni vladi.
To ima za posledico permanentno oblast krščanske demokracije, kot sem rekla, in tako prisiljeno ravnovesje. Kam vodi? Prisiljeno ravnovesje, po katerem lahko padcu vlade, ker pač te politične sile ne smejo z oblasti, sledi nova, z bolj ali manj isto kombinacijo političnih strank, ima za posledico to, da je imela Italija po drugi svetovni vojni do leta 92 51 vlad. Kar vsi vemo. Imenovali so jih vlade vrtljivih vrat, ker so si kar podajali kljuko. Ni bilo pravzaprav vseeno, katera je na oblasti. Oblast seveda ni bila v vladnem kabinetu, ampak je bila v rokah vplivnih strankarskih sekretarjev, ki so na svoja ministrska mesta delegirali manj vplivne člane svojih strank, ker je pri tem šlo za delitev moči, vpliva, klientel in oblasti. Vzpostavljanje tega klientelističnega razmerja s privrženci pa je hkrati postalo mu edino gonilo vzdrževanja nekega odnosa z volivci. Šlo je za ta, daj dam odnos, ti daš meni glas, jaz tebi dam usluge. V tem zaprtem sistemu si lahko dovolil vse, trgoval s komarkoli, ker ti je bila oblast za ves čas zagotovljena. S tem se je potem izoblikoval, spet en znan politični termin v Italiji, sistem strankokracije, partitokracija. Na nek način, bi rekla, poigravanje z besedo demokracija, skratka vladavina strank, ki so predvsem vladajočih strank, ki so upravljale državo, kot so pač lahko želele. Imeli so Italijani proporcionalni volilni sistem z odprtimi volilnimi listami, s preferenčnimi glasovi, kar je to še okrepilo, ker je seveda na nek način zbiralo podporo in tem, ki so podporo iskali, omogočalo, da so si okrepili ta sistem botrstva in si s klientelami ustvarjali svojo volilno bazo. Do leta 1992, ko so italijanske politične stranke, kot se boste verjetno še spomnili, neslavno propadle v korupcijskih škandalih, te politične stranke, ki so vso ustvarjale povojno Italijo, pač skoraj da niso bile drugega kot neke take izjemno, bi rekla, prefinjeno preoblikovane organizacije za izvajanje dobičkonosnih operacij za vzdrževanje svojih klientel. Politika tu sploh ni imela več nobene veze. Milanski tožilci so leta 1992 v operaciji Čiste roke Manipolito v Milanu najprej s preiskavo socialistične stranke, na to še vseh drugih ugotovili, da se na sedežih te stranke sploh ne dogajajo več politične debate, pogovori o prihodnosti Italije, o tem, kaj potrebujejo Italijani, ampak da gre samo za to, katero podjetje bo dobilo, katero naročilo, koliko bomo od tega imeli, kje bomo stvari uredili, skratka popoln klientelarni sistem, ki je potem po začetku tožilskih preiskav tako hitro propadel, da je bilo nemogoče verjeti, da se je obdržal 50 let. Ampak zakaj se je obdržal in zakaj je propadel? Ker po padcu Berlinskega zidu, skratka, ta blokirani politični sistem, v katerem alternativa na oblasti ni možna, je svoj konec doživel leta 1989 s padcem Berlinskega zidu, ko po razpadu Sovjetske zveze stabilna Italija za Združene države ni bila več potrebna in pomembna, in je ta sistem, ki je bil že zaradi svoje notranje izrojenosti in pokvarjenosti ves načet in dotrajan, skratka, ko se umakne ta ameriški rok ameriškega protektorata, propade, se zruši in potem imamo nekaj časa neko brezvladje in potem seveda nastopi tisti, ki je izkoristil ta prazen politični prostor, Silvio Berlusconi in njegov politično-medijski projekt, ampak to pač ne so v to predavanje. Skratka, to je bila politična Italija, v kateri je živel in ustvarjal Dario Fo, in mogoče še dve besedi o civilni družbi. Kako je bila v tem obdobju organizirana civilna družba, ker je to, bi rekla, za Italijo, ma tudi za vso Evropo, precej zanimiv fenomen. Ta civilna družba, ki se je oblikovala v Italiji po drugi svetovni vojni, je bila namreč na nek način podaljšek teh dveh največjih političnih strank, krščanske demokracije in komunistične partije. Kaj hočem povedati? Obe stranki, vsaka po svoje, sta organizirali neki paralelni družbeni mreži. Ena se je osredotočila na župnije, župnišča, cerkev, druga pa na te tako imenovane delovske domove Casa del Popolo. In kolikor sta si bili ideološko, vsaka na svojem polu, sta si bili v bistvu v svoji strukturi zelo podobni.
na severu, skratka, in ti družbeni mreži sta v Italiji zajemali vse športna združenja, organizacije, krožke, kulturna društva in tako naprej. Če se je na severu države, skratka, večina tega življenja, družbenega življenja vrtela okrog župnije, v osrednji Italiji, kjer je bila po drugi svetovni vojni najmočnejša stranka, pač komunistična partija, pa okoli teh Case del Popolo. Kot sem rekla, v vseh teh razlikah med strankama so bile med njimi pa tudi številne podobnosti. Obe sta temeljili na prozelitizmu, sta zavračali vrednote potrošniške družbe, prav zaradi nje ena, ta krščanska demokracija zaradi njenega egoizma, se pravi, komunistična partija pa zaradi vrednot fetiširanja potrošniških dobrin. Njun odnos do oblasti pa je bil različen. V tradiciji katoliške cerkve je bila ta kultura posredništva prek svetnikov, zavetnikov in rešiteljev ljudi, se pravi, je bil njen odnos do oblasti na nek način individualen, medtem ko je pri seveda komunistih obstaja kolektivna organizacija množic, delavske stavke, kolektivne rešitve za kolektivne probleme in tako naprej. Skratka, bipolarna razdelitev tudi na področju civilne družbe. Ne traja dolgo, seveda to obdobje po drugi svetovni vojni. Postopno začne v 50-ih, 60-ih letih ta prijem popuščati za vsako od teh dveh strank in njeni moči na civilno družbo iz različnega razloga. Pri krščanski demokraciji je imel zelo veliko vlogo papež Janez XXIII, ki je s svojim drugim vatikanskim koncilom prenovil cerkev, začel vnašati neke nove, drugačne vrednote, veliko večjo vlogo dal laikom, tudi pri vodenju cerkve oziroma sodelovanju pri vodenju cerkve. Po drugi strani pa je za komunistično partijo nastopilo obdobje študentskih protestov, pozneje v Italiji tudi kruto in krvavo obdobje rdečega terorizma iz konca 60-ih in skozi vsa 70-ta leta, predvsem skrajno levičarskih rdečih brigad. In skratka, vse to je prineslo čisto drugačno obliko združevanja, drugačno obliko aktivizma in militantstva in predvsem te neke družbene participacije, kot je bila prej v teh ljudskih domovih in tako dalje. In seveda potem gospodarski razvoj in družbene spremembe dosežejo na nek način še večjo spremembo z razmahom televizije, ki popolnoma predrugači to neko, bi rekla, agregacijo civilno-družbenega delovanja in druženja. Televizija prinaša seveda neke nove oblike kulturnega vplivanja, ki pa so same po sebi, kot vemo, nek odklon od neke organizirane masovne kulture in te hierarhične strankarsko organiziranosti družbenega življenja. In tako, da se s tem na nek način se v bistvu, kar je bilo pozitivno, v Italiji začne razvijati tudi neka samostojna civilna družba, ki je še danes zelo aktivna in zelo značilna za Italijo, zelo temelji tudi na prostovoljstvu, ta voluntarizem, ne samo, bi rekel, v katoliškem svetu, tudi sicer. Vpliv, bi rekla, te kulturne, verske, politične tradicije prvega povojnega obdobja na Italijane, seveda v italijanski družbi ni popustil, je pa seveda razlahljal svoj vpliv in njegovo mesto je potem zasedla televizija. Zdaj, ko smo pri televiziji, seveda tukaj tudi to je bil eden od posnetkov, ki jih je Dario Fo posnel in so jih pozneje predvajali še v črno-beli tehniki tudi na italijanski televiziji. Nastopal je na televiziji v letih tistega prvega obdobja, ki sem ga omenila, ko je bila krščanska demokracija, njene vrednote in tudi njena cenzura še zelo močna. Tako da je po svoji prvi oddaji, ki bi jo moral imeti na javni televiziji, v vrhovih televizije in krščanske demokracije, ki je držala težko roko nad takrat edinim kanalom javne televizije, torej Rai Uno, zavladala panika, posegli so cenzorski ukrepi in Dario Fo in njegova žena Franca Rame sta se nazadnje odločila, da se pač tega ne bosta šla in sta se obrnila na petah in šla in je minilo potem 15 let
preden se je Dario Fo spet pojavil na italijanski televiziji. Rojen leta 26, kot sem rekla, na severu Italije, nedaleč stran, njegov oče je bil železničar, zato so se tudi veliko selili, zato ti vlaki, potovanja, kretnice, tračnice, različne postaje, skratka imajo tudi veliko vlogo v tem njegovem poznejšem pripovedovanju. Odraščal je potem pretežno tudi v kraju nedaleč stran od jezera Maggiore, Lago Maggiore. In prav tukaj najdemo tudi prvi element, ki ga je potem zavedno zaznamoval. Zavedno zaznamoval to njegovo pot pripovedovalca čarodeja. Vsaj po mojem mnenju, kot sem vam opisovala na začetku, človeka, ki je pač sposoben priklicati z besedami, podobe pred oči tistih, ki ga poslušajo. Ne? Skratka, zrasel je, kaj mislim s tem, ko rečem prvi element? To so bile zgodbe, ki so mu jih pripovedovali ribiči o Lago Maggiore. Zrasel je pravzaprav, to je sam pozneje pripovedoval ob teh zgodbah. In to so bile strašno zanimive zgodbe. Govorile so, kot pozneje piše, o potopljenih svetovih na dnu velikega jezera. Se veste, ribiči so ljudje, ki preživljajo svoj čas v tišini in samoti, ko na jezeru ob palici čakajo, kaj se bo zgodilo. In verjetno tak človek, ki je zmožen, bi rekla, toliko enega časa v življenju preživeti v tišini, pusti na nek način, da v njem deluje domišljija. In si mislim, da seveda ima veliko domišljijo. In te ribiške zgodbe, kot poznamo tudi lovske zgodbe, kakršnekoli druge zgodbe, so izjemne, polne nekih nenavadnih likov in strašnih zapletov. No, ne vam jih naštejem nekaj, o katerih Fo govori. Skratka, potopljeni svetovi na dnu velikega jezera, kamniti otoki, za katere se je lahko zgodilo, da so jih ribiške ladje vlekle za sabo, potem ko so pozabili dvigniti sidro. Zgodbe o ribičih, ki so znali tako zelo zavihteti trg nad vodo, da se je ta na drugi strani zataknil za cerkveni zvonnik in ga izruval. Zgodbe o kipih prelepih bogin v skrivnostnih vrtovih, ki so oživele, spravljale v norost očarane obiskovalce in se pozno po noči ob svetlobi lune ljubile z njimi. No, in zdaj, zato sem vam dala že čisto za začetek tale posnetek. Ker namreč meni se zdi, da tako kot ti ribiči takrat, s katerimi, ki jih je verjetno ta deček Dario poslušal, ko so s tistimi svojimi hrapavimi rokami vlekli mreže iz jezera, na tak način je potem Fo pozneje sam na praznem gledališkem odru v soju te luči znal priklicati pred svoje občinstvo vse ta narobe sveta, te narobe obrnjene svetove iz zgodb, ki jih je pač poslušal v svojem otroštvu. Dodajal jim je zgodbe, ki jih je potegnil iz te, o kateri je prej tudi Marko govoril, poveličevane in hvaljene svetovne zakladnice italijanske literature in zgodovine in nazadnje seveda zgodbe vsakdanjega življenja Italijanov. Pri njem je bila novost v italijanskem gledališču absolutna in njegova posebnost delavcev. Zgodbe ne, bi rekla, nekih velikih osebnosti, pomembnih ljudi, ampak zgodbe navadnih ljudi. To je bilo še preden je postal, jaz sem rekla v enem od svojih teh spisov, umetniški vodja proletarijata. Še preden je to postal, ko je še nastopal v svojem gledališču, v meščanskem gledališču, je bil prvi, ki je v italijanski teater pripeljal zgodbe teh navadnih ljudi, nič posebnega, ljudi brez velikih dosežkov, brez velikih ciljev in jih s tem naredil za junake, za protagoniste gledališkega odra. Zgodbe z ulic in trgov in tovarn in delovskih domov, skratka zgodbe z italijanske politike in družbe. Zdaj, kot sem rekla, Dario Fo ni bil nikoli samo dramatik oziroma samo pisec besedil. Odkar je v začetku 50-ih let šel študirati v Milano in potem tudi opustil študij arhitekture v Milano, je bil v svojem gledališču vse. Igralec, režiser, scenograf, kostumograf in koreograf. In njegovo ekipo, kot tudi že rečeno, je ves čas sestavljal res en tako ozek krog ljudi, med njimi v prvi vrsti njegova žena, življenjska sopotnica Franca Rame. Jo boste mogoče poznali, ona je umrla leta 2013, je bila pa tudi izvoljena v italijanski senat za senatorko, ki je pa ni dolgo zdržala, ker je poskusila pač na nek način svoj vpliv, svoje izkušnje prenesti tudi, bi rekla, v politično igro
kjer je ugotovila, da ne zna, ne zmore in je lahko kaj hitro poražena. Ne. Zdaj, vzorec gledališke norosti Darija Foja, preden preidemo k podrobnosti, ne, je bil po mojem mnenju še bolj preprost kot ta ozka skupina ljudi, ki so sodelovali z njim. Izkoristiti smeh za prikazovanje krivičnih razmerij v kapitalistični družbi. Izkoristiti preteklost delavskega razreda in to je velika, bi rekla tudi odlika in posebnost Darija Foja, ki jo je hodil iskat nazaj v čas vse do tradicije srednjeveških norcev in zabavljačev na tradicione dei giullari. Ne, se boste spomnili pač teh srednjeveških burkežev in dvornih norcev, ki jih je potem uporabil ali zlorabil, odvisno na kateri strani, bi rekla, literarne zgodovine ste, za upodabljanje in predvsem smešenje sodobne italijanske politične, družbeno-politične resničnosti. No in tako je tudi začel. To je bil njegov začetek, kot prst v očesu meščanske družbe. To je bilo v 50-ih letih, ko je v Milanu na gledaliških odrih gospodarila ta nezahtevna gledališka zvrst revija, vodvil, ta vizualno privlačni, popularni žanr prvih povojnih let. In zdaj Fo seveda ne bi bil Fo, če je ne bi uporabil tako, da jo je popolnoma razdrl, vse njene tipične mehanizme in zakonitosti in jih seveda sestavil na novo, te razpadle dele premešal, preobrnil in sestavil novo celoto. In ta postopek, ne, ki je pozneje, to je bil postopek, ki je pozneje postal seveda ta nek ključni element njegove gledališke poetike. Vzeti nekaj, kar obstaja, bodi si tradicijo dei giullari, bodi si Gramlo, bodi si neko ustaljeno gledališko prakso, jo odpreti, razgaliti, razkosati, razstaviti, preobrniti, skarikirati in sestaviti spet v nekaj novega, njegovega tipičnega. Skratka, njegovo prvo predstavo so prav imenovala se je Il dito nell'occhio, prst v očesu. To njegovo prvo predstavo so kritiki prav zaradi teh značilnosti takoj označili za antirevijo, ne? Ker je prvič zaradi novosti v scenografiji, ki je bila čisto drugačna od teh razkošnih, preobloženih kostumov in drage scenografije normalnih revij. Zaradi seveda njegovega načina igranja, ki kot ste lahko videli, je bil v celoti sestavljen iz mimike, poskakovanja, akrobacije celo. In seveda zaradi te nekonformistične vsebine in politične satire, ki se je dejansko takrat z njim prvič po drugi svetovni vojni spet pojavila, takrat še zelo mili obliki, če gledamo, kaj je delo pozneje, ampak vendarle pojavila na italijanskih odrih. Zdaj, v njej je on sam je rekel, da je pač v tej reviji, antireviji, pripovedoval zgodovino človeštva tako, da je vtaknil prst v oko uradnemu zgodovinopisju in preobrnil te vzorce njegovega beleženja zgodovinskih dogodkov. Ali, kot je sam rekel, želeli smo razdreti mite, ki jih je postavil fašizem, krščanska demokracija pa ohranila še po vojni. Mit herojstva, po katerem lahko samo velike osebnosti ustvarjajo zgodovino. Mit družine in strogo določenih moralnih vrednot. Mit kulture kot produkta zgolj neke intelektualne elite, mit domovine, učinkovitosti, možatosti, mit zgodovine kot življenjske učiteljice. To je bilo, mislim, blasfemija, nepredstavljiva drznost za povojno Italijo, predvsem pa za Italijo krščanske demokracije, ki sem vam jo prej opisovala. Ne? In predstavo, ki je potem sledila prstu v očesu leta pozneje, 1954, je moral prav iz tega razloga Fo najprej uprizoriti za cenzorje iz Rima, preden je šla sploh na odre in seveda cenzorji so to predstavo popolnoma raztrgali. No in konec 50-ih let Fo v svoje gledališče, poleg tega ljudskega pripovedništva, vključi tudi še eno zanimivo tradicijo italijanskega gledališča stoletno in sicer tradicijo potujočih igralskih skupin, ki so s svojimi lesenimi vozovi, svojimi lutkami in temi improviziranimi scenami, z igralci, ki so bili vešči, ne samo igralskih, ampak rokohitrskih, žonglerskih, pevskih, gočevskih, akrobatskih sposobnosti,
To gledališče, skratka, te potujoče skupine, ki so včasih z vsem tem razveseljevale podeželje in ljudi, ki pravega teatra niso poznali, ki so bili skratka za zaprtimi vrati meščanskih mestnih gledališč, FO pripelje skozi svoje predstave na etablirani oder Milana. In tudi njegova razlog za to je tudi ta, njegova žena Franca Rame, ona prihaja iz družine, ki je imela dolgo tradicijo, v bistvu je najbolj slavnih italijanskih družin komičnih igralcev, ki so s temi marionetnim gledališčem krožili po Italiji, po severni Italiji že v 19. stoletju. Ampak tudi tukaj to ljudsko tradicijo, ki je pač obravnavana kot produkt neizobraženega plebsa, tako kot tisto revijo prej, spreobrne, jo preprede z nekimi čisto novimi intelektualnimi vsebinami in jo tudi filološko prenovi. In tako zdaj seveda spet nastane ena mešanica visokega in nizkega. Mešanica ljudskega jezika, visokega jezika, potem je tukaj komedija dell'arte, elementi komedije dell'arte, francoske avantgarde 20. stoletja, cirkuških trikov, ob katere, kolikor se nenavadno slišim, tudi dejansko so to kritiki že zgodaj ugotavljali, celo ta brehtovski antinaturalizem in vse to postane spet neka nova sestavina njegovega gledališča, za katerega ti kritiki, ki so se z njim zelo veliko ukvarjali, nikoli niso prav vedeli, kako naj ga imenujejo. A je zdaj to vodvil, še vedno, revija, sicer da res novega tipa, ampak revija, a je to zdaj avantgardno gledališče, a bi rekli, da je to avantgardno gledališče, zdaj ne vem, kdo, ki je bil res v avantgardnem teatru s svojim intelektualnim snogusom, bi bilo verjetno pod častjo, da bi se sem štelo še foja. Skratka, težava, ki jo je, bi rekla, na nek način verjetno tudi namenoma vzdrževal vedno do svojih kritikov, da ga niso zmogli nikoli ujeti v neko, bi rekla, v nek kalup. No in skratka, potem tem 50. letom sledijo 60. leta, ko on to vrstne revije, antirevije, ljudske, visoke, kakorkoli že postavlja na oder praktično eno za drugo, na teh odrih meščanskih gledališč v Milanu, eno za drugo in s tem seveda si pridobi tudi široko priljubljenost med gledališkim občinstvom, bi rekla, milanskega srednjega razreda. Dobi široko občinstvo milanskih gledališč in tudi drugje po Italiji. Zdaj, v političnem smislu te predstave pomenijo na nek način to, kar je še dovoljeno, neko mlačno satiro tega italijanskega kapitalizma, gospodarskega buma, ki, kot veste, se takrat dogaja od vojne porušeni Italiji, ki je od Rima navzdol na svojem jugu bila še popolnoma neka ruralna, zaostala država. Skratka, on na ta način, na nek način karikira ta skokovit gospodarski razvoj, Cinquecento, Fiat, prvi televizori, pralni stroj in tako naprej, kar je bilo takrat glavna stvar pač italijanske družbe in tako naprej. Mlačna satira in tega meščanskega kapitalizma in uradniške birokracije in te korupcije in klientelizma, hude in resne za Italijo, ki se je takrat že kazala, ampak to še vedno vse na neki ravni milosti, blagosti, mlačnosti, ki je bila sprejemljiva. Ki tem predstavam so lahko tudi tisti, iz katerih se je norčeval, mirno sledili, ne da bi bili iritirani. So se sami sebi smejali, misleč se, vendar ne govori o meni, poznamo pač tako vrsto satire. In s temi predstavami sprejemali satire, ki so jo z lahkoto sprejemali ne le tisti, ki jim je bila namenjena, ampak tudi to široko občinstvo. S temi predstavami je zaslovel tudi v drugih evropskih državah in je predvsem v Franciji je za Eduardom de Filipom postal najbolj uprizarjeni sodobni italijanski avtor v tujini in samo 3 leta po milanski krstni uprizoritvi, leta 1962, slovensko stalno gledališče postavi na oder njegov komad Arhangeli in avtomati. In leto kasneje, se pravi 63, pa isto besedilo še ljubljanska drama. In leta 1964 tudi v Trstu iz te serije njegovih komedij igrajo še eno in te je naslov Dve pištoli v rokah pa z belim in črnim gleda. Tako da je bilo tudi slovenska gledališka scena dokaj ažurna, kar je šlo pač za spremljanje delo Darja Foja.
To se seveda hitro konča, to meščansko obdobje. Že kar takrat, kot še za marsikoga drugega, recimo na leto 1968, ki prinese številne globoke spremembe in seveda pomeni preobrat tudi za Darja Foja, radikalen preobrat. To je obdobje, ki sem ga jaz sama pri sebi poimenovala, v katerem je Fo umetniški vodja proletarijata. Zdaj on ta prehod tako opiše, ne. Vedno teže smo igrali v gledališču, kjer je vse, celo razdelitev mest v dvorani, na tiste v ložah in na tiste v parterju za bogate in tiste na balkonu za revne, pričalo o delitvi družbe na socialne razrede. No, to, kar je včasih bil, se pravi, dvorni norček buržoazije, v tem svojem meščanskem teatru postane umetniški vodja proletarijata in gledališče meščansko, njegovo, ki se je imenovalo Dario Fo Francarame, nič posebnega, se preimenuje v kolektiv Nova scena, precej značilno, in se iz milanskega meščanskega gledališča Odeon preseli v te delavske in ljudske domove. In Fo s Francorame in tem svojim novim teatrom v obdobju med 68 in 1970 deluje znotraj te uradne kulturne mreže italijanske komunistične partije, o kateri sem vam pripovedovala prej, in ta njegov kolektiv Nova scena v svojem statutu celo zapiše, da predstavlja združenje aktivistov, ki se povezujejo z revolucionarnimi silami, da bi z razvijanjem revolucionarnega procesa pripeljali na oblast delavski razred. Zdaj, kako resno so oni mislili z udejanjenjem komunistične vizije v gledališču, dokažejo tudi s tem, da ukinejo vse hierarhične strukture funkcij v teatru in izenačijo vse, od direktorja in glavnega igralca do odrskega delavca. Seveda njihova največja želja je vzpostaviti povsem nov odnos s publiko, ki naj iz pasivnega spremljevalca dogajanja postane njegov aktivni soustvarjalec. In tipično za to obdobje, kot še za koga verjetno v tem obdobju tudi to, da je na koncu predstave sledi še tretje dejanje, v katerem gledalci skupaj z, torej igralci skupaj z gledalci predebatirajo to, kar so pač videli na odru in dogajanju, umetniškemu dogajanju, ki so mu bili pričane. Zdaj, kar je pa najbolj zabavno, ne, in kar v bistvu na nek način tukaj vidimo dvorni norček buržoazije, dvorni norček komunistične elite, lahko bi blasfemično tako na hitro povedala, ampak kar je pri njem presenetljivo, da je kljub temu njegovemu kolektivizmu, želji po širjenju delavske umetnosti, najuspešnejša predstava iz tega obdobja, hkrati predstava, ki je tudi verjetno ena njegovih najbolj znanih, najslavnejših, monodrama, Mistero Buffo. Burkaški misterij, ki nima veze na nek način z vsem tem, kar je pisal v statutih, ampak je to kolaž srednjeveških apokrifnih evangelijev, biblijskih, torej ljudskega izročila biblijskih zgodb, ki jih je seveda začinil z dogodki in zgodbami v Italiji z konca 60-ih let prejšnjega stoletja. In tukaj dobimo tega Foja, ki smo ga videli v tej predstavi, skratka Fo, kot srednjeveški džulari, sam na praznem odru, kot nekdanji srednjeveški komedijant na mestnem trgu, ponavadi je bil oblečen tak črn triko s črnim puljem, osvetljen s tem enim samim snopom luči. In zdaj spet, ne, ko ustvarja celo to množico ljudi, množico dogajanj, prostorov, oseb iz te napol pozabljene preteklosti in jih meša, premeša, spreobrača z ljudmi dogodki z prvih strani časopisov tistega dne. To je v bistvu Mistero Buffo, ki je bila največkrat uprizarjena predstava italijanskega gledališča tistega časa, ampak vse do leta 1974 sploh ni bila zapisana. Ker se je njeno besedilo od uprizoritve do uprizoritve tako spreminjalo, glede na dogajanje aktualno in glede na odzive občinstva in trenutno družbeno in politično dogajanje. Igranim zapisan, in tukaj srečamo to, kar smo tukaj videli v tradiciji Gremloja, izmišljenega jezika, tej onomatopejski mešanici narečja in govoric. In tukaj bi jaz zdaj naredila eno kratko pauzo in bi vam pokazala, če bom zmogla, en odlomek
En odlomek iz tega mistera Bufa, to sicer ni iz leta 68, niti ne iz leta 74, ampak iz leta 91 je malo slabši. Skratka, in na tem delu, ki ga bom pokazala, čakajo na Kristusa. Govorijo pač o Lazarjevem vstajenju, torej o buditvi. In tukaj zdaj čakajo seveda na čudež. Čakajo na čudež. In v drugem delu, ki smo bomo gledali, prihajajo apostoli in Jezus. Skratka, čakajo na čudež 9:29. Kako je to zgledano? Tukaj morate upoštevati, da je 20 let starejši. Arriva il santo, non è qualche giù di voi altri che conosce dove state a casa, sto santo, che lo vado a chiamare, a dirgli che siamo tutti preparati, che non si può speciare tutta una giornata a Dio per un miracolo che non ha cosa da fare. Ma mettetevi un orario sti miracoli e rispettetelo. Arriva, non arriva. Pericolo, stai in piedi, adesso un miracolo, donne, per quando io il santo ho fatto i segni, sono un tapero, poi oggi speritati, le fa un trasferisce, sparite al dendrio con la capra, al diabate, su un sasso, gnacchete, forte, secche, e un santo ne fa solamente i miracoli in cuore. A te, donne! Piccolo, sei catana catlega, ma bravo per diventare più grande, monta che dai, guarda piccolo grande. Ne vem, lahko sem malo lučijani, koliko lahko uspete slediti temu jeziku, ampak se ni važno. Tlele nima veze ta biblijska prilika. On tukaj v bistvu govori o tem, kako so ljudje čakali na ta čudež. Seveda ne z vidika Jezusa, ki je ta čudež naredil, ne z vidika tistega, ki je čudež doživel, ampak z vidika tistih, ki jih seveda ne omenja ne Biblija, nobeno poznejše zgodovinsko delo, z vidika tistih, ki so ta čudež opazovali. In sicer vas premešan, tukaj uporablja beneški dialekt, ljudi, ki stojijo v vrsti, kdaj bo ta čudež, kdaj bo že ta čudež. Skratka, s temi svojimi, bi rekla, s tem svojim načinom in s tem svojim jezikom bi rada, da si ogledate še ta del, ko končno pač pridejo apostoli in pride Jezus, ampak kaj tukaj fo vidi, ne? Jezus in apostoli praktično, koliko je bilo? 11-18. Niso pomembni, ne? Pomembni so tisti, ki tale prihod opazujejo. Arriva la gente, tutti guarda gli apostoli che erano in fila, quei santi, Gesù Cristo, quello quell'apostolo, quello è Pietro, quello praticamente la barba lunga, quell'altro con la crava pelata e quella barba bellissima, quello là è Paolo, quella... Apostol Marko, ne? Da njegov sosed bo rekel zdaj. Cognoso. Znam, jaz ga njega poznam. Sta attaccata a casa mia. Je moj sosed. Oh, guarda, quello è Jesus, ma quello piccolo, come giovane, guarda, con neanche la barba, quello è piccolo, fa un bagaglio, io mi immaginavo più grande, una gran crapa di cavè con dei guaritoni, un crestone tremendo con dei triccioni delle manasse, e quando fece le benedizioni, faceva in quattro i fedeli. Nekom ga Jezuška, tukaj je majhen, jaz si ga predstavljal, seveda Jezus, bibličnega osebnosti, si največji svetovni ever junak, milijardne, več kot milijardne rimsko-katoliške cerkve in njega v bistvu je majhen, on si ga je predstavljal kot ogromnega in najbolj smešno pa to, kako on naredi čudež in to na pol da vse vernike. Skratka, lahko si mislite, da je krščansko-demokratska cenzura italijanskega povojnega obdobja ni bila zelo zadovoljna z takšno interpretacijo biblijskih zgodb.
To je bil Mistero Buffo, to je bilo obdobje, hkrati obdobje komunistične partije in gledališča v okviru teh njenih kulturnih mrež, ampak tudi to ne traja dolgo. V 70-ih letih potem se FO razide s partijo, ker namreč ta njegova napadalna kritičnost, predvsem pa napadalna kritičnost njegovih predstav, se verjetno on sam po sebi ni toliko vreden, kot je pomenskost in razširjenost tistega, kar je delal na odru, ne prizanese niti tema, ki so seveda sramotne, kočljive, delikatne, katero besedo ne uporabim, za komunistično partijo, se pravi Stalinove procese, špansko državljansko vojno in odnosov med bazo in hierarhijo strankarsko, predvsem vrhom. No in skratka strankarski predstavniki mu očitajo, da se gre moralista, klasična kritika, ki si je ubil glavo, da ne bo pač počistil samo z družbenim reakcionarstvom, kar bi bilo seveda še v redu, ampak tudi s partijo, ki pa je v resnici edina prava zastopnica naprednih družbenih sil in da si pač tega ne sme dovoliti. Zdaj, FO je to takrat komentiral, je rekel, ne samo to, naše nestrinjanje je bilo še globje. Naše delo smo želeli dati na razpolago delavskemu gibanju, ne da bi nas pri tem utaknili v zapečaten paket. Nismo pristajali na to, da bi bili levičarski umetniki, ki izdelavo politične linije prepuščajo stranki. Sami pa sprejemajo direktive in kompromise. Bili smo pripravljeni in odločeni osebno sodelovati v bojih, postati neke vrste revolucionarni aktivisti. Skratka, tudi partija je zanj postala reakcionarna. In FO in Frank Arame seveda zdaj po tem gledališču ustanovita gledališki kolektiv Komuna in zapuščeno milansko gledališče v ulici Koleta preureditev gledališče, ki za kratek čas postane seveda tudi referenčna točka tistim, ki so še levo od italijanske komunistične partije, se pravi zunaj levičarskim, zunaj parlamentarnim političnim skupinam, kot sta bili Lotta Continua in Avantgardia Operaia. Ampak tudi tukaj se zadeve kmalu zapletajo, ker se igralcema zelo kmalu zazdi, da ju pač tovariši tudi ti izrabljajo za svoje propagandiste, za propagandista, za glasnika neke artistično preoblečene ideologije. In medtem ko pa te politične in organizacijske, kot smo slišali, iniciative, pri katerih ona dva, kot je rekel, želita sodelovati, pa zadržijo zase. Se pravi, tudi tukaj se razideta leta 1974, zasedeta, zaskvoterata zapuščeno stavbo, ki se imenuje Milano Palacina Liberty in jo opremta z rdečo zastavo in to postane novi kulturni center in ko ga otvorijo, na dan otvoritve v Palacini Liberty se predstava Mistero Buffo, udeleži 15.000 ljudi. In zdaj, to je tudi obdobje in mogoče boste tako najbolj poznali v tem obdobju nekega frenetičnega iskanja stika z bazo, z delavcem, z nekega novega, reka tudi pristopa, neke politike, ki je gledališče ali gledališča, ki želi biti politika, nastane tudi druga, poleg burkaškega misterija, druga najbolj uprizarjena igra, najbolj uprizarjeno delo Darija Foja, to je Naključna smrt nekega anarhista. Poznate vsaj, mislim, da so ga v ljubljanske drame tudi nedavno, mislim, itak večkrat. Se mi zdi, da je Boris Cavazza takrat v 70-ih igral tega anarhista Pinellija, zdaj pa v 90-ih pa enkrat, ko se je spet postavil na oder, je pa režiral. Mislim, da je pa njegov sin igral, no skratka nekaj takega, ne spomnim se. Delo, ki je bilo večkrat uprizorjeno tudi v Sloveniji. Zdaj, mogoče za tiste, ki ne veste, ozadje, Naključna smrt nekega anarhista, to je tipično delo Fojevo iz tistega obdobja, temelji namreč na resničnem dogodku. Leta 1969 se začne italijansko svinčeno obdobje, obdobje črnega in rdečega terorizma, obdobje bomb in smrti. Ne samo atentatov levičarskih, skrajno levičarskih terorističnih skupin, ampak tudi bombnih napadov skrajnih, torej neofašističnih skupin in to se prvo tako je bilo leta 1969 na trgu Fontana v Milanu.
kjer umre, mislim, da podstavili so pač bombo, umrlo je, mislim, da je 16 ljudi, več 10 jih je ranjenih in seveda policija tisti trenutek v Italiji, ki sem vam jo prej opisovala, nihče drug ne more biti kriv kot pač skrajni levičarji oziroma tisti, ki želijo zrušiti ta družbeni sistem. Poznejše preiskave so seveda pokazale, da je bil to zrežiran napad strani desničarskih sil, da so v resnici bombo postavili neofašisti, da bi krivdo, kar se je tudi zgodilo, vrgli na te levičarske skupine. Kakorkoli, oblasti za to dejanje, za to krvavo dejanje, takoj obtožijo anarhiste in jih nekaj aretirajo, med njimi tudi Giuseppeja Pinellija, ki je železničar, član te anarhistične skupine in ga 3 dni zaslišujejo na milanski policijski postaji, potem pa on naredi samomor in pade skozi okno. Ne? Zdaj, seveda, policija pravi, da je se sam zašibal in se vrnil skozi okno, skratka, ali da je bila nesreča, obveljavu v levičarskih, anarhističnih in drugih krogih, seveda, da so ga skozi okno porinili, da bi ga lažje, pač ker priča ne bi bila več živa, okrivili in sprejeli njegovo priznanje za ta dogodek. In to je ta, bi rekla, ta nežaloigrana, ta absurdna komedija. Ta dogodek postane centralni dogodek te dogajanja v naključni smrti nekega anarhista. Mogoče bi povedala še to iz italijanske zgodovine, iz tega obdobja. Policist, ki je Pinellija zasliševal, se je imenoval Luigi Calabresi in so ga leta 1972 ustrelili, levičari, mislim pač te skrajno levičarske teroristične skupine, v znak maščevanja seveda, zaradi smrti Giuseppeja Pinellija. Krivca dolgo niso našli, ta proces je v Italiji potekal dolgo časa, nazadnje je bil zanj obsojen Adriano Sofri, italijanski intelektualec, urednik, novinar, ki pa je bil ustanovitelj gibanja Lotta Continua, prav enega od teh, s katerimi se je tudi EFO med svojim političnim delovanjem in umetniškim ustvarjanjem povezoval. Adriano Sofri piše za rimski dnevnik La Repubblica, med drugim, katerega urednik je v tem času postal Mario Calabresi, sin ubitega policista Luigija Calabresija. Kratka, tudi to je Italija, ampak to pač je ena kratka digresija. No, in temu obdobju zdaj seveda ne more drugače. Vi vsi seveda poznate ugrabitev in uboj Alda Mora, je krščansko-demokratskega predsednika v tistem obdobju, nekdanjega premijeja, večkratnega ministra in enega najvplivnejših politikov v italijanski povojni zgodovini. Maja 1978 ekspedicija Rdečih brigad prestreže konvoj, v katerem je bil tudi njegov avtomobil, peljal se je v parlament na glasovanje o vladi tako imenovanega zgodovinskega kompromisa. Oboroženi, zamaskiranci, pozneje seveda se policija ugotovila točno, kdo je vse bil, kateri člani Rdečih brigad in tako naprej, ustavijo konvoj, pobijajo vse može iz njegovega spremstva in mora potegnejo z avtomobila in ga odpeljejo v neznano. 55 dni ga držijo v ujetništvu v središču Rima, leta 1978 v Italiji, ki je ameriški protektorat in ne CIA, ne Mossad, nobena italijanska tajna služba, skratka noben ga ni sposoben najti. In po 55 dneh teroristi Mora ustrelijo, njegovo truplo stlačijo v prtljažnik katrce in avtomobil, vse popolnoma neopaženo, neodkrito, nobenih ne vidi, noben nič ne ve, pustijo v središču Rima na polovici poti med takratnima sedežema italijanske komunistične partije in krščanske demokracije. To je bilo obdobje, ki je pomenilo tudi prelomnico v takratnem, bi rekla, razgibanem, skizofrenem ozračju italijanske politike. To kruto dejanje je prerezalo ta nevidni stik, nevidno podporo, ki so jo Rdeče brigade uživale v delu italijanske levičarske javnosti, pri intelektualcih, izobražencih, ki so na tihem podpirali po letu 1968 uporno mladino.
opravičevali na nek način tudi nasilje, ki so ga potem organizirane že teroristične celice izvajale, gambizacione so rekli temu, ko so streljali kakšnega neljubega sodnika ali desničarskega sindikalista v noge, tudi novinarje so gambizirali, ne. Med drugim Indra Montanellija, enega najuglednejših italijanskih povojnih novinarjev, desničarja. Če govorimo pač o političnih ideologijah, ampak v tistem času je bilo to pomembno. Skratka, ta ugrabitev in umor Alda Mora je bila pika na konec preveč. Potem se je seveda vsa ta nevidna podpora je izvodenela in oblasti so udarile nazaj in v parih letih polovile praktično vse člane več ali manj rdečih brigad, jih ubile ali areterale in to obdobje je bilo obdobje italijanske povojne politične zgodovine je bilo končano, vsaj v tej veliki meri, v največji meri. Ne. Zdaj, seveda, te teroristične akcije rdečih brigad, tako kot celotno družbo demonizirajo, tudi druga levičarska gibanja za Foja, pa je posledica ta, da ga seveda odmaknejo z cestne. To je tudi za njega konec eksperimentov tega delavskega pouličnega revolucionarnega gledališča in ga na nek način tudi odtegnejo zavedno, ne, tej stisnjeni pesti in rdečim zastavam. In leta 1978, se pravi v letu umora Alda Mora, komaj 4 leta potem, ko je z ženo Franco Rame še igral v tem skvotu Palacina Liberty, ga najdemo na odru nobenega drugega kraja kot meščanskega gledališkega prostora per definicionem na odru Milanske Skale, kjer sprejme režijo Stravinskega, Histoire de Soldat. In potem v 80-ih letih potuje in s svojimi predstavami gostuje v tujini. Zgodi se mu to celo, da mu leta 1980, kar je razumljivo, glede na njegovo preteklost, Američani zaradi njegove povezanosti z levičarskimi gibanji v Italiji zavrnejo vizo za vstop v državo in tako traja 4 leta, preden si primislijo in ga spustijo v državo pač kot gledališčnika. No in zdaj pridemo do te točke in tudi proti koncu mojega predavanja, pridemo do točke, kjer sem začela v začetku 90-ih let, ko ga spet, tako kot takrat v 60-ih, najdemo samega v tem črnem trikoju, v enem samem soju luči na odru. Tokrat ne parada oseb, prostorov, čustev, zgodovinskih obdobij kot burkaška misteriju, ampak parada osebnosti in dogodkov v življenju beneškega lahkoživca, ki mu je dal ime Joan Padan, ki se odpravlja odkrivati Ameriko. To je tudi ta komad, ki sem ga jaz takrat v Sieni gledala. Skratka, ta Joan Padan je nek beneški lahkoživec, ki se po naključju znajde na eni ladji, ki se odpravlja v novi svet. Potem on skupaj seveda s Kolumbom odkrije Ameriko in nazadnje najde srečo med domorodskim ljudstvom, daleč od te naše izprijene civilizacije, kako bi rekla, parabola Foja, po mojem, in njegove življenjske poti. In le tu in tam, ko indijancem s pobarvanimi obrazi in preluknjenimi nosovi pripoveduje zgodbe o potrkavanju gondol ob lesenem mostovu v beneških palačah, začuti v prsih nekaj takšnega, kot da bi mu toplo navlažena cunja ovijala srce. To si jaz takrat napisala, ko sem to predstavo gledala in zdaj se ne bi spomnila nič kaj božga, ne bi znala tega ponoviti, zato sem vam kar prebrala. In prebrala bi vam tudi za konec, bi vam tudi prebrala konec tega svojega predavanja, ker ga po mojem ne bi znala povzeti na noben drug način, tako da najboljšega kar dobesedno preberem. Joan Padan je autobiografija Burkeža, ki se je znašel v jetrih družbe in se odločil, da jih bo pojedel. Zgodba glumača, ki je verjel, da bo za animacijo resničnosti spremenil svet. Gledališče Darja Foja je zaključeno obdobje v zgodovini italijanskega teatra. Obdobje tistega časa, ko se je revolucija lahko zgodila tudi na eni sami gledališki